večer in dobrodošli na okrogli mizi z naslovom Odgovornost mladih, ki bo tekla o noveli zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Pripravljajo skavti oziroma Združenje slovenskih katoliških skavtov in skavtov. Zakaj smo se odločili za to okroglo mizo? Eno, ker so vsi delegati naših lokalnih enot od izvršnega odbora zahtevali, da se o tem pogovarjamo že marca meseca, da pripravimo teme, bloge na to temo in tudi okroglo mizo. Zdi se nam, da je glavni moto našega, oziroma moto vzgoje v naslednjih 3 letih je odgovornost in odgovorno državljanstvo. Mislimo, da pot k temu pelje samo preko kritičnega mišljenja. In kritično mišljenje je tisto, ki ga lahko razvijemo le s tem, če imamo prave informacije, če slišimo različne informacije, če o tem razmišljamo in se pogovarjamo. In ta okrogla miza je ena stvar, ki mislimo, da bo k temu pripomogla. Pa bi začel mogoče samo z besedami našega ustanovitla, to je bil Baden-Powell, Anglež. Sam boš odkril ne le 2, ampak precej pogosto tudi 3 ali celo 4 različne plati posamezne medalje. Prav vse plati imajo lahko enake močne argumente, naučiti se jih moraš prepoznati in ugotoviti, katera rešitev bo pripomogla k blaginji naroda na dolgi rok. Tvoja naloga je, da oblikuješ svojo odločitev v skladu s svojimi vrednotami in dognanji. Preden začnemo to okroglo mizo, bi prosil tudi naše gostitelje, frančiškane za molitev. Mir in dobro večer vsem, ki ste nocoj tukaj v Frančiškovi dvorani. Bratje frančiškani smo veseli, da lahko nocoj ta kraj srečanja vseh tistih, ki iščemo resnico in se pri tem zavedamo, da resnica ne sme biti ideologija, pač pa je resnica živa oseba, za nas kristjane oseba Jezusa Kristusa. In ko živimo sredi tega sveta, vedno iščemo obličje Jezusa Kristusa in zato bomo skupaj zmolili Oče naš, tisto molitev, ki nas je naučil Jezus, da bi takrat, ko smo izgubljeni, znali prepoznavati tudi med drugače mislečimi brate in sestre, ki imamo vsi skupnega Očeta v nebesih. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. O Marija, brez madeža spočeta, prosi za nas. Tebi zatekamo. Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Najlepša hvala. Torej, okrogla miza seveda ne more potekati brez gostov, pa da ne bom nevljuden, da se najprej predstavim. Jaz sem Žiga Kovačič, sem načelnik Združenja slovenskih katoliških skavtov in skavtov in upam, da bom lahko moderiral naše omizje. Se nam je zdelo, da se sama novela zakona dotika večjih področij. Zato smo tudi povabili več strokovnjakov na to temo, da bo dali mogoče širši pogled na to temo, mogoče zgodovinski pogled na to temo, oziroma na teme, ki se ga dotikajo. Pa bi kar ga predstavil, najprej seveda z gospo. To je gospa Polona Grajf, socialna pedagoginja, zakonska in družinska terapeutka. Deluje na študijsko raziskovalnem centru za družino, kjer izvaja individualne, partnerske in družinske terapije. Vrsto let je aktivna na področju dela z najstniki, zadnje leta tudi z mladimi mamicami. Z nami tudi profesor Janez Juhant, magister teologije, doktor filozofije, redni profesor filozofije na Teološki fakulteti v Ljubljani. Osnovni poudarek njegovega raziskovalnega dela velja antropološkim, etičnim in idejno-religijskim temam. Je član in vodja mednarodnih in nacionalnih združenj. Od leta 2012 je redni član Evropske akademije znanosti in umetnosti v Salzburgu.
Gospod Andrej Naglič je diplomiral in magistriral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Po duhovniškem posvečenju je imenovan za kaplana v Šentvidu, je pravni svetovalec Slovenske škofovske konference in direktor Katoliškega inštituta, v okviru katerega deluje tudi Fakulteta za poslovne vede. Pater Miran Špelič, frančiškan, teolog, jezikoslovec, prevajalec in pedagog. Doktoriral na Patrističnem inštitutu Augustinianum v Rimu, predava patrologijo na Teološki fakulteti, je urednik slovenske izdaje molitvene revije Magnificat. Dobrodošli, hvala lepa, da ste se odzvali našemu vabilu. Mislim, da bomo skupaj lahko mladim pokazali, odprli oči, mogoče predvsem ponudili nekaj tem, o katerih bodo lahko razmišljali, se lahko pogovarjali in ugotovili, da so teme, ki se jih tičejo, ki so pomembne. Vsekakor ta okrogla miza ni namen, da boste dobili recept, kako in kaj glasovati. Namen tega je razvijanje kritičnega mišljenja. Tudi Združenje slovenskih katoliških skavtov ni opetov nobeno pobudo in želimo in mislimo, da je za slovensko družbo pomembno, da se mladi odzivamo na dogajanje v državi in da smo del tega. Pa bi kar začel mogoče čist z najbolj formalno točko tega. Se pravi, novela o zakonu ima svoje besedilo, ima spremembe, ki jih je uveljavlja v starem zakonu, imate seveda tudi pravne posledice uveljavitve te novele. Pa bi kar prosil gospoda Andreja, če mogoče predstavi sam zakon, same spremembe, ki jih prinaša, ter mogoče pravne posledice. Hvala lepa. No, moj namen res ni, da bi vas prepričeval, ker najbrž ali pa sklepam, da imate že nekako mnenje oblikovano, tisti, ki boste glasovali, kako boste glasovali. Je pa res dobro, da poznamo nekaj dejstev okrog tega referenduma, da lahko delujemo kompetentno, takole, ko se pogovarjamo s svojimi prijatelji, ko nas kdo kaj ostavi, ker tudi večkrat koga zanima, kakšno je pa mnenje cerkve ali kakšne organizacije, ki je povezana s cerkvijo. In je res lepo, da takrat pokažemo, da smo aktivni državljani, da spremljamo, kaj se v javnosti dogaja in da znamo tudi potem zastopati resnico. Ne da je, bi rekel, ta naš govor tako bolj ideološki pa čustven, ne? Ampak da res vse skupaj stoji na nekih trdnih temeljih. No in prva stvar, ki je dobro, da jo poznamo pri tem referendumu je, kot je bilo tudi že lepo uvodoma pojasneno, to ni referendum o družinskem zakoniku. Pred 3 leti smo imeli vsebinsko podoben referendum, ampak tisto je bil referendum o družinskem zakoniku. Torej, sprememb je bilo neprimerno več, kot jih je tokrat v tem postopku odločanja. Tudi zakonik je popolnoma nekaj drugega kot novela, kot zakon. Zakonik ureja širše področje, bolj sistematično ureja področje, naprimer, družinskih razmerij med zakoncema, odnosa do otrok in tako dalje, tudi socialnih pravic. Tokrat imamo pa res opravka pravzaprav z zelo kratkim zakonom. To je zakon o spremembah zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. In ta zakon ima vsega skupaj 8 členov. V 1. členu ali 2. členu, torej v nekaj prvih 2-3 členih ta zakon govori o tem, da se zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih spremeni tako, da v 3. členu ni več opredelitve zakonske zveze kot skupnosti moškega in ženske, ampak da je zakonska zveza samo skupnost 2 oseb. In s tem potem se spremeni veliko, se praktično celotna materija družinskih razmerij, zakonskih razmerij spremeni, kot to ureja zakon o zakonski zvezi. Potem malo naprej ta kratka novela, kratek zakon o spremembah določa, da je s tako spremenjeno zakonsko zvezo, torej, ki je po novem skupnost samo 2 oseb, ne 2 oseb različnega spola, da je s takšno skupnostjo pravno izenačena tudi zunaj zakonska skupnost. Zakonska skupnost ne more ostati po starem skupnost oseb različnega spola, ampak prav tako po analogiji enako. Tudi zunaj zakonska skupnost je bodisi sestavljena iz oseb različnega spola ali istega spola. No, potem zakon naprej še ureja tudi, da
vse registrirane istospolne partnerske skupnosti, ki so bile registrirane po zakonu o registraciji istospolnih partnerskih skupnosti, postanejo zakonske zveze, torej se avtomatično preoblikujejo v zakonske zveze. Torej vse tisti, ki so civilna partnerstva istospolna sklenili, bodo potem po določenem času izenačeni z zakonsko zvezo. Ne bo več nobene razlike. In zakon potem novela tudi ureja, da tisti zakon preneha veljati in da tudi pravilnik, ki ureja samo registracijo istospolnih partnerskih skupnosti, preneha veljati. To je pravzaprav vsebina tega zakona, o katerem bomo glasovali 20. decembra na referendumu. Res veliko manj obsežna na prvi pogled, kot je bilo pri družinskem zakoniku, ampak dejansko pa bolj revolucionarna. Zakaj? Kajti pri družinskem zakoniku se je pokazalo, da določena področja vseeno niso bila urejena celovito sistematično z družinskim zakonikom in veliko lažje je preko področnega zakona, matičnega zakona, ki ureja zakonsko zvezo, družinska razmerja, enostavno spremeniti samo definicijo in potem se ta sprememba lepo učinkuje, se prenese po vseh področnih zakonih. Tega pa vemo, tudi so bile raziskave, je najbrž več kot 70, okrog 80 zakonov. Torej, z ustavno-pravnega vidika je ta novela problematična, ker briše razliko, ne prizna več razliko med biološkima spoloma. Torej, ta razlika ni več pravno pomembna. In na ta način pravzaprav zakon je v nasprotju s tistem, kar ustava določa v 53. členu. 53. člen, ki je matični člen za določanje zakonske zveze družinskih razmerij, pravi, da zakonska zveza temelji na enakopravnosti zakona, da jo podrobneje ureja zakon in potem še v 3. odstavku ta člen pravi, država varuje materinstvo, očetovstvo, družino, otroke in mladino. In zdaj, če mi z zakonom, kar je prav, lahko z zakonom urejamo to materijo, ampak če kar naenkrat z zakonom brišemo dejstvo različnosti bioloških spolov, kaj nam potem ostane še vsebinsko od te ustavne določbe, da država varuje materinstvo in očetovstvo. Namreč, če bi že ustava pri svojem nastanku nekako želela, da se spol ne omenja, da spol ni pomemben, potem bi lahko enostavno rekla, država varuje starševstvo. Ne, kot imamo zdaj predlog, ne bo več oče, mati, ampak bo samo še starš 1, starš 2. Ampak ustava pri nastanku nikakor ni imela tega namena. Ustavodajalec, komisija, ki je o tem odločala, je celo jasno zavrnila predlog, da bi bila takšna definicija, da bi bila zakonska zveza odprta tudi za osebe istega spola, je bilo to v 90. letih jasno zavrnjeno. Torej, ko se ozremo na nastajanje ustave, ko uporabimo zgodovinski argument, ko razlagamo to ustavno določbo, potem vidimo, da zakonska zveza je nekaj, kar je rezervirano po naši ustavi za 2 osebi različnega spola. In ne bom rekel, da je ravno protiustavna zdaj ta sprememba, ki se pripravlja, marsikaj pa kaže, da je in lahko bi bila. Sem bil presenečen danes, ko sem bral tudi mnenje bivšega ustavnega sodnika Krivica in tudi namiguje v to smer. Mogoče bi bilo vredno vseeno, če bo ta novela izglasovana, jo predložiti na ustavno sodišče in ustavno sodišče povprašati, kako pa sedaj država po novem varuje materinstvo in očetovstvo, če je vse skupaj izenačeno. In lahko, da bi ustavno sodišče reklo, da je šel tukaj zakonodajalec predaleč, da je pravzaprav tisti okvir, ki mu ga ustava nalaga kot višji pravni akt, enostavno prekoračil. Torej, ta novela je tvegana z vidika ustave, usklajenosti z ustavo. Potem, ta novela je gotovo tudi tvegana z vidika primerljivosti z ureditvijo v svetu, z mednarodnimi dokumenti. Ni ga mednarodnega dokumenta v Evropi, v svetu, kjerkoli, ki bi določal, da je zakonska zveza pravica 2 oseb istega spola.
Tudi vsa praksa sodišč za človekove pravice in evropskih in ameriškega sodišča še vedno stoji na tem. Zakonska zveza je pravica samo za moškega in žensko, za dve osebi različnega spola. Zato, kadarkoli boste v javnosti slišali, da je tukaj odločanje o človekovih pravicah, da večina odloča v manjšini, to z vidika prava ne drži, ker te človekove pravice univerzalno, splošno na mednarodni ravni ni. Ta človekova pravica je lahko priznana v kakšni ustavi, kakšne države, ampak še to teh držav ni v večini, so posamezne države. Ampak mednarodna skupnost tega ne priznava kot človekove pravice. To bo človekova pravica, ko se bo neka konferenca mednarodna sklicala, ko bo oblikovana, sestavljena konvencija, ki bo to priznavala, od takrat naprej bomo lahko govorili, da je to človekova pravica. Ali ko bo Evropsko sodišče, ko bo Ameriško sodišče za človekove pravice dlje časa prisojalo, da tudi osebe istega spola imajo to pravico. Takrat bomo lahko govorili, takrat bo oblikovano soglasje v mednarodni skupnosti, ampak do takrat pa to ni človekova pravica. In najbolj običajno je, da ljudje odločajo takole na referendumu ali v parlamentu, kaj si predstavljajo, kaj je po njihovem razumevanju človekova pravica. In da je možnost v tej razpravi soočiti različne argumente, da lahko stroka pove svoje, da ljudje lahko izrazijo svoje občutke, da vi lahko izrazite svoje občutke, kajti občutki vsakega od nas so pri tem zelo pomembni, so relevantni, morajo biti pravno upoštevani in potem naj se lepo izoblikuje skozi takšen dialog, kaj je človekova pravica. Sedaj, govorim zdaj to kot pravnik. Filozofi to drugače gledajo globje, tudi teološki pogled je drugačen, je pogled z vidika koristi, interesa otroka drugačen, ampak samo povem, kako pravniki o tem razmišljamo. In težava pri tem, da enostavno brišemo naravno dejstvo različnosti bioloških spolov je, da bo potem spol zapravo ne samo nekaj nepomembnega, ampak celo nekaj sovražnega, nekaj, kar je treba omejevati. Kajti, če se bodo v naravi, v praksi vseeno kazali razlike med spoloma, da en spol ima drugačen položaj v družbi, da so, kot slišimo, osebni dohodki določenega spola višji, da osebe, ki se imajo za nek tretji spol ali ki spremenijo spol, da nimajo mesta pri konkurzu, se pravi pri kandidiranju za neko službo. V vseh teh primerih, ko se bo pokazalo, da te osebe so odmaknjene, so odrinjene, bo pravo videlo to kot neko sovražno dejstvo in bo prišlo z uravnalnimi ukrepi, torej da bo preferiralo, da bo dajalo prednost tistim, ki so odrinjeni, kajti neko naravno dejstvo razlike bo v pravu nezaželjeno, ker je na matičnem področju pravno črtano. In pravo, ker je to nek zaključen svoj vrednostni sistem, bo silo šlo to naravno stanje spreminjati. Pravo ima to nalogo, da s predpisom, tudi s sankcijo, ki je za predpisom, da spreminja družbeno stvarnost. In če se bo v družbeni stvarnosti v praksi kazalo, da vseeno razlike so, da osebe, ki spremenijo spol, teže dobijo službo, da jih ni toliko v nekem učiteljskem zboru, potem bo pravo poklicano, se bo čutilo poklicano, da to uravnoteži, da tem osebam da neko bolj vidno mesto. Na Irskem v petek, prejšnji teden se je že zgodilo, da je parlament sprejel zakon, ki katoliškim šolam, katoliškim bolnišnicam nalaga, da morajo v primeru, da se takšne osebe prijavijo na razpis za delovno mesto, in prav tako odpreti vrata. Se pravi, da se tudi verske skupnosti, pa tudi z verskimi skupnostmi povezane pravne osebe, šole, bolnice, socialne ustanove, ne morejo sklicevati na ugovor vesti, ne morejo reči, da to ni v skladu z njihovo etiko, da nekdo, ki recimo spremeni spol, ne more delati v njihovem kolektivu. Država je že sprejela to protidiskriminacijsko zakonodajo na Irskem, ki to cerkvi onemogoča. To v Ameriki se že dlje časa dogaja, tudi ste lahko slišali, da v primeru, da matičar želi uveljavljati ugovor vesti, da ne bo poročil dveh oseb istega spola,
država to seveda lahko naloži, sankcionira, lahko greš v zapor, lahko plačaš neko globo. Torej, tudi to se bo neizogibno pri nas zgodilo s to spremembo. Najbrž ne po enem mesecu ali po pol leta, ampak po enem letu sem prepričan, ker takšna je pravniška logika, bo do tega prišlo, drugače niti ne more biti. In prav je, da se teh stvari zavedamo, da bodo posledice vedno globje, vedno bolj radikalne za ta vrednostni sistem, kot ga imamo sedaj. Najlepša hvala. Veliko ste govorili o človekovih pravicah ter pojmu človekovih pravic. Pa bi mogoče Patra Mirana vprašal, marsikdo od nas se sprašuje, mladi se sprašuje, kaj dejansko so človekove pravice, kako interpretiramo človekove pravice. Pa me zanima iz krščanskem kontekstu, kako razumemo pojem oseba, persona in kako iz tega izhajajo njegove pravice. Hvala. Torej, človekove pravice so seveda izraz, ki je relativno modern. Tega pred stoletji ali to zgodovina prava vedela povedati, niso dosti s tem operirali. Vendar pa temeljijo na dejstvu, da smo ljudje vendarle osebe. To, da sem pa jaz oseba, to pa izhaja dejansko iz krščanstva, kajti ravno znotraj teoloških debat o Sveti Trojici in kristoloških debat se je porodil sploh pojem osebe. In to je prav neka zanimiva reč, zanimivo opažanje lahko imamo. Evropa, kjer se je krščanstvo nekako najbolj uveljavilo, kjer se je najbolj domislilo, že v starem veku, je v zadnjih 200 letih vedno bolj načrtno zatirala svoje krščanske korenine in jih zanikovala. Hkrati pa ni mogla zanikati tega dejstva, da pa temeljim vse, kar je dejansko tega evropskega, kar se tudi izvaža v Ameriko, proti Aziji, da vse temelji na pogledu na človeka, na tem pojmovanju človekove osebe. Ko so v 4. in 5. stoletju cerkveni očetje začeli razmišljati o tem, kako razumeti, da je en Bog, pa vendar 3 osebe, ko so razmišljali o Kristusu, v katerem sta 2 naravi v eni osebi, takrat se je pojavilo vprašanje, kaj je ta persona, kaj je ta oseba. V grščini je ta pojem bil zelo površen, to je bilo samo zunanji videz. Potem se je pa ravno zaradi teh teoloških debat je ta beseda dobivala vedno globlji, vedno močnejši pomen in je v 6. stoletju nastala prva definicija osebe, ki jo je pripravil Boeti, filozof, pa tudi teolog in politik hkrati, pa še svetnik, ampak samo v določenem svoji škofiji, ki je bil mučenec, da je oseba nekaj, kar je povezano z racionalnostjo, individualnostjo, substanco, racionalnost nature, individua, substancija. Vse so se potem, ta definicija se je še dodelovala, oblikovala, ampak kadarkoli v našem kontekstu govorimo o osebi in o odnosih med osebami, nujno prihajamo k tem koreninam. Brez krščanskih vprašanj, brez vprašanj, ki si jih je zastavljala teologija v 4. in 5. stoletju, mi danes ne bi razumeli osebe tako, kot jo razumemo. Prav tako ne odnosov med osebami. Ker ravno pri Trojici so sveti Avguštin in vsi tisti za njim, ravno razmišljajo, da je med očetom in sinom pa svetim duhom edina razlika samo v tem, da je druga relacija. In človek je relacijsko bitje zato, ker je narejen po Božji podobi. Samo tam, kjer je živ pojem osebe, krščanski pojem osebe, samo tam se lahko razvija pojmovanje človekovih pravic. In človekove pravice so dejansko zelo krščansko utemeljene. Ko pa se laicistična in kristjanofobična Evropa odvrača od teh svojih temeljev, potem pa je seveda tudi zelo logično, da če že mora zanikati, da je krščanska po svojih koreninah, potem pa tudi človekove pravice skušala obrniti tudi proti krščanstvu, proti tistim temeljnim pojmom, ki so usidrani v razodete krščanske vere. Da je Bog ustvaril človeka po svoji podobi, moškega in žensko je ustvaril.
Torej, človekove pravice so sicer sodoben pojem, vendar pa temeljijo na absolutno krščanskem pojmovanju osebe. In to lahko še tako poskušamo zanikati, brez tega jasko nikamor drugam ne moremo. Hvala lepa. Mogoče smo res vsak svoj individuum, vsak svoja persona in oseba, ampak po definiciji smo ljudje družabna bitja in težimo k temu, da tvorimo take in drugačne skupnosti. Ne? In nekako za zahodno kulturo, za Evropo, za katolištvo je nekako osnovna celica te skupnosti, oziroma osnovna skupnost je družina. Pa me profesor Juhan zanima, kako je prišlo do nje, v čem je naše razumevanje družine, na čem je osnovano naše razumevanje družine? Hvala lepa. Lepo pozdravljeni. Vesel sem, da vidim toliko mladih obrazov kot upokojenec. Seveda imam še veliko večje nagnjenje k mladim, kakor veste, da starejši in mladi nekako spadamo skupaj. Mislim, da na to vprašanje lahko odgovorimo zelo preprosto. Ko sem razmišljal, kaj bi vam pravzaprav povedal, problem je seveda zelo širok. Kar sta oba predgovornika povedala, predpostavlja nekaj temeljnega, kar je značilno za nas ljudi. Namreč, da mi ljudje vse stvari, ki jih doživljamo posredno, kot rečemo simbolno, preko govorice, in kot je rekel Anton Trstenjak, je nekako govorica nekaj vmesnega med surovim svetom in pa našim jazom. In zato je seveda tudi naše razumevanje tako kočljivo, ker je vedno vezano na te medosebne odnose. Otrok, ki ga mati ob rojstvu vzame v naročje, je takoj zavezan, tako kot je bil v materinem telesu, da preko te komunikacije ustvarja medsebojni odnos. In seveda zato je tudi potem pomembno v nadaljnjem procesu, da ta odnos teče tudi do očeta, ki potem tako rekoč otroka materi vzame in ga postavi v realni svet. In zato je ta osnovni simbolni sistem nekako tako temeljen, da človek pravzaprav brez tega ne more živeti. In poglejte, tudi pri teh nekako poskusih, da bi to družino razširili, se nekako vedno znova vračamo k temu osnovnemu modelu. Oče, oziroma mati, otrok in oče, seveda to pa poskušamo potem narediti z nadomestnimi materami in očeti in tako dalje. In seveda, kje je ta problem? Vsi ljudje, ki danes trezno razmišljajo, in mnogi recimo so pri tem pravzaprav tudi spremenili svoje mišljenje. Recimo eden takih je znani filozof Antoni Flew, ali pa različni drugi misleci, recimo tudi politični filozof Eric Kaufmann. Vsi pravijo, da smo danes v Evropi in v razvitem svetu v velikih težavah, zato ker teh osnovnih temeljev nekako več ne priznavamo. Nemški ustavni teoretik Beckenferde je rekel, da sodobna družba živi iz postavk, ki jih sama več ne zagotavlja. Ampak to niso predvsem materialne postavke, ampak so, tako rekoč bi rekli, duhovni bazen, ta simbolni bazen, iz katerega pravzaprav vse izhaja, v katerem bi, kot rečemo, to krščansko v smislu Jezusa Kristusa, v njem se gibljamo in smo. Mi se samo v tem modelu nekako lahko gibljamo. Če to zapustimo in rečemo, da se svet ravna po meni, recimo, kakor je značilnost individualistične miselnosti, če rečemo, recimo, da se ta svet ravna po zamislih nekega kolektiva, kakor je to učil komunizem, potem odhajamo od tega temelja, kakor je rekel kolega Špelič prej, ki je pravzaprav zgodovinsko ustvaril to podlago. In vse družbe, katerokoli družbo vzamete, ne samo krščanska, ne samo judovsko-krščanska, pa tudi muslimanska, ampak tudi hinduistične, tudi
konfucijanske družbe izhajajo z tega temeljnega modela, ker je to pravzaprav bazen, v katerem živimo. Človekova težava pa je v tem, da lahko to celo sprevrže, kakor smo recimo ljudje sposobni smisel obrniti v nesmisel, tako lahko tudi te osnovne temeljne matrice, iz katerih živimo, postavimo na glavo. In to je po mnenju številnih strokovnjakov, ne bomo obremenjali z imeni, danes problem. In to tudi ljudi, recimo, ki ne temeljijo tega na krščanskih koreninah, in mnogi ti poudarjajo, da je zato izjemno pomembno bilo, kar nam je omogočilo religiozno izročilo, judovsko-krščansko za nas, muslimansko ali pa tudi hinduistično, konfucijansko, recimo tudi Kitajci se danes vračajo po propadu komunističnega modela k iskanju teh temeljev. To je ključno vprašanje. Za zahodni svet pa je seveda problem, da je krščanstvo, ki je ustvarilo temelje osebe in medosebnih odnosov, nekako človeka premalo usposobilo, da bi to zdržal in da bi v teh medsebojnih odnosih potem tudi gradil družbo naprej. In zato je to preizkusni kamen. In če pogledate seveda tudi življenje danes v družini, če družina nekako ne ustvarja teh medosebnih odnosov po tem temeljnem modelu, potem seveda tudi otrok se ne more vraščati, ampak se vrašča v nek drugačen simbolni sistem, ker je recimo lahko tudi kaj drugače, ker je lahko tudi za marsikoga marsikaj vseeno in seveda zato se ti temelji podirajo. Ampak človek, to pa je bistveni problem, človek pa mora za to vse plačati. In vsi ti misleci, ki to poudarjajo, se strinjajo o tem, da bomo morali ceno za to plačati in jo na nek način že plačujemo. In zato je seveda na moje, recimo, če hočete, antropološko stališče, da je preprosto treba biti zvest tem temeljnim izročilom, da je potrebno tudi v naši družbi, in naša družba tega še zdaleč ni opraviti razpravo, na katerih vrednotah bomo živeli in iz kakšnih vrednot pravzaprav smo izšli. In to pomeni seveda, da je judovsko-krščansko izročilo za nas izjemno pomembno, da se moramo o tem pogovarjati, da moramo v tem tudi se simbolno vraščati, zato da bi na teh temeljih lahko živeli in seveda tudi poskušati drug drugemu dajati tu moč in pogum za takšno mišljenje. In zato seveda tudi vas mlade pozivam k tej razpravi in sem zelo vesel, ko je bilo rečeno, da boste kritično razmišljali. Danes je problem, da ljudje ali nič ne razmišljajo, ali se prepustijo določenim ljudem, ki so pač mnenjski voditelji, kakor se jim reče, ali za kar se imajo in se pravzaprav temu prepuščajo. Naša rešitev je v kritičnem razmišljanju in recimo zelo zanimivo, s tem bom končal, je primerjava, ena argentinska Slovenka mi je rekla, pravi, ko gledam družine v Argentini ali pri nas, vidim temeljno razliko v tem, da se v Argentini v družinah pogovarjamo o vseh problemih in da se nekako tudi otroci kritično vraščajo v to, tukaj pri vas pa to pogrešam in to je pravzaprav tudi ena izmed rak ran, da se potem ta razprava tudi v širši prostor ne more razširiti. Ko smo nekje razpravljali o povojnih pobojih, je nekdo rekel, pravi, to bi morali govoriti tudi v naših družinah, ampak žal se v naših družinah ne samo o tem, ampak o malo stvarih pogovarjamo. Zato je to naša naloga in vesel sem vas mladih, ki ste pripravljeni za ta pogovor. Hvala lepa. Najlepša hvala, profesor Juhant. Kritično razmišljanje kot nek bistvo, tema današnje problemizme in mogoče nekaj, kar ste rekli, se začne v družini in vzgoja je mogoče glavna naloga te družine, te skupnosti, kako oblikovati osebe. Pa bi mogoče gospod Polona vprašal, kaj mislite, da je pomembno, kaj je tisto, kar otrok potrebuje, da se razvije v celostno osebo, v odgovornega državljana, kar se ne tudi pri skavtih ne zdi nekaj zelo pomembnega. Dober večer tudi z moje strani.
Torej, da se posameznik lahko razvije v eno celostno, koherentno osebo, potrebuje v prvi vrsti nevarne, tople, trajnostne odnose. Odnose, kjer se čuti sprejetega, kjer se počuti varnega in kjer se počuti ljubljenega. In to se začne že s samim spočetjem, ker že samo spočetje je nekaj, kar je vzdušje odnosa. In je vzdušje odnosa, v katerega zdaj ta otrok prihaja. In že tu on nosi eno celico s sabo. In se močno nadaljuje že v času nosečnosti. Že s tem, kako mama sprejema tega otroka, koliko se zmore že v času nosečnosti na njega odzivati, skrbeti za sebe, pomeni biti v stiku s svojimi potrebami in posledično biti odzivna na otrokove potrebe, ki se že zelo močno odzvanjajo tudi v času nosečnosti. Seveda en veliki trenutek sledi s porodom. To je ena zelo zanimiva stvar zadnjih let, ki jo močno raziskujejo. To je odnos in stik tik po porodu. Prva ura po porodu močno raziskujejo ta stik in kaj pomeni za človeka, za njegov enosebnostni razvoj, fizični in osebnostni. In ugotovili so, da ne samo, da se otrok takoj po porodu fizično najbolje zregulira na ta svet ob mami, v stiku z mamo, ampak se v tej prvi uri začnejo intenzivno rast in povezovati tudi nevroni, ki se nikoli v življenju več ne povezujejo toliko intenzivno kot v teh prvih urah po porodu. In se ne povezujejo toliko intenzivno, če damo otročka v inkubator, niti če ga damo očetu v naročje, se ne povezujejo toliko intenzivno, kot se to povezuje pri mami. Pomeni, že tam ima otrok eno tako močno temeljno okolje, ki ga potrebuje za celosten razvoj. Potem se seveda ob mami razvija naprej z eno njeno odzivnostjo, z eno njeno sočutnostjo, s tem, koliko ona zmore prepoznavati njegove potrebe in se na njega odzivati. In v tem času že zelo močno stopa v to okolje tudi oče, ki prinaša za otroka ene čist druge dele njegove osebnosti, ali bi rekla enih čutenj, enega vzdušja in dopolnjuje ta njegov razvoj osebnosti. Če ga mama nauči biti v stiku s svojim telesom, biti v stiku s sabo, poslušati to, kar mu telo govori, slediti svojim talentom, zaupati v sebe, prinese oče en zunanji vidik, ene zunanje odnose. Kot reče zelo dobro dr. Gostečnik, pelje otroka v svet, kar smo že prej slišali, da je to ena specifika očeta. Zakaj? Zato, ker se otrok in mama že skozi nosečnost in pa potem skozi ta intenzivno materinsko skrb v prvem letu se močno navežeta in to je ena nadijada, skozi katero se ves čas ona dva vrtita. To je skozi dan urejanje njunih potreb in se mama toliko ne ukvarja z zunanjim svetom, kaj šele s tem, da bo ta otrok enkrat odšel v svet in da se mora naučiti nesamostojnosti. Zato je tu oče, ki v ta odnos prinaša zunanji svet, ker od zunaj vsakeč znova prihaja in s tem prinaša tudi zunanje odnose. Že s tem, ko se z otrokom igramo, prinaša novosti, ki mu jih mama ne prinaša na isti način, ne toliko kot oče. In ob vsem tem ga uči, kako biti pokončen, kako zaupati v sebe in hkrati verjeti v zunanje odnose. Da zmoreš tam se varno povezati, da so tam ljudje, v katerih si ti lahko sprejet in varen in si še vedno pokončen. In še vedno zaupaš v sebe. In še vedno smeš razmišljati, ne da bi zato bil v enem nevarnem odnosu. Če nekaj od tega umanjka, nastane ena praznina, ki jo načeloma lahko skozi življenje nadomestiš, je pa to bistveno težje, je to bistveno večje garanje, je bistveno težje vzpostaviti eno to varno navezanost ob drugih ljudeh. Še posebej zato, ker nujno za sabo pušča umanjkanje enega od teh likov, eno tako globoko bolečino, vprašanje pripadnosti, vprašanje ljubljenosti in vprašanje nevarnosti.
Najlepša hvala. Gledal, da smo zdaj mogoče osvetlili, mena žena vedno reče, kdor ni dedič, ne more biti pionir, ne? In nekako mogoče drugačen pogled, ne govorimo toliko o noveli, ampak o tem, česa se dotika. Dotika se družine, iz kje prihaja, dotika se človekovih pravic, dotika se nekako tudi, kako bi rekel, vzgoje na nek pogled. Ampak mogoče čisto, kar se tiče naš mladih, pa direktno novele. Pripravljamo mogoče vse člane. Če mislite, da je to tema, se pravi, ta novela zakonika, nekaj, kar bi se mladega mogel dotikati. Ker pač navada v naši državi je, da je to politično odločitev, mladi politike ne marajo, se ne marajo izpostavljati, politika je nekaj, kar je za nekoga drugega, nekaj, kar je pri nas možno skorumpirano, ampak a je to vprašanje tako, v katerem moramo mladi imeti mnenje, se moramo pogovarjati, pa predvsem se odzivati na njega? Jaz mislim, da je to vprašanje seveda nas vseh in kakor so tudi druga vprašanja, kajti s tem, da se odzivamo na to vprašanje, se odgovorno obnašamo do tega vprašanja. To se pravi, gre za to, da preprosto z našimi spoznanji, z našimi uvidi in tudi z našimi odločitvami skušamo vplivati tudi na družbeno življenje. In mislim, da je to seveda nekaj, kar je pomanjkljivost tudi tranzicijske družbe. Mi smo bili, in to je ena velika hipoteka, ki smo prenesli iz bivšega režima s seboj, ki pa se še vedno nekako drži v družbenem življenju, češ da to prepuščamo drugim, da prepuščamo avtoritetam, ne pa, da se sami odločamo za to. Ampak vse stvari, ki jih hočemo v življenju uveljavljati, si moramo na nek način izboriti. Te dni smo praznovali 150-letnico rojstva enega pomembnih slovenskih mož, Janeza Evangelista Kreka. Čez 2 leti bomo obhajali 100-letnico smrti. On je vedno znova poudarjal in je nekako skušal vsakega nagovoriti tako najbolj preprostega, tako najbolj rekel, tudi družbeno odrinjenega, kot so bili takrat delavci in kmete in tako dalje, s tem, da je rekel, izobrazi se, odgovorno ravnaj, potem boš lahko tudi družbeno vplival. In mislim, da te vere nam tudi danes ne sme nihče vzeti, kajti ta vera nam pomaga, da bomo ta svoj simbolni svet oblikovali tudi po svoje. A veste, ko nas mediji, ko nas tudi različni politiki in danes včasih zelo veliko močjo, tudi ta tako imenovani istospolni lobby je tudi neka politična moč, v kateri je v ozadju tudi denar in podobne stvari, o tem bi lahko tudi razpravljali. Temu se je treba postaviti po robu in jaz mislim, da za nas kristjane ali za ljudi, ki verujemo, da je to tisti bazen, iz katerega lahko živimo in tudi hočemo živeti in iz katerega bo tudi narod živel in preživel, je toliko večja odgovornost, da zastavimo za to svoje življenje v tem smislu, da za to glasujemo, da za to delamo tudi, če hočete, propagando, čeprav ne smete tega razumeti v tem smislu, ampak da za to zastavimo svojo besedo in mislim, da s tem tudi pripomoremo, da se bo naš glas slišal. Zato jaz zelo podpiram to, kar je gospod Princ v tej deklaraciji, da gre tukaj tudi za krščanske temelje. Veste, mi kristjani pravzaprav ne samo s tem, da nismo recimo Evropsko ustavo dali Boga, ampak s tem, da se nekako v vsakdanjem življenju bojimo sami sebe in se bojimo tudi zastaviti svojo besedo za svoje krščansko ime, za svoje vrednote, za svoje prizadevanje. In ena izmed takih najbolj pomembnih vrednot je gotovo družina. To je naše življenje ali pa, če hočete, smrt v smislu Deuteronomijuma. Zato mislim, da je dobro in ne glede na to, koliko bomo s tem uspeli. A veste, nikoli kristjan ne gleda teh stvari samo zemeljsko ali samo v tem smislu sodobnih trendov, koliko bom imel od tega. Tudi, če ne bom uspel, ampak če bom šel
s tem v javnost, če bom zastavil za to svoje življenje, svojo besedo, bom šel po Jezusovi poti. To je odločilno, veste, to je tisto, kar je pravzaprav nas dviga nad druge ljudi, da ne gledamo, kakšen bo uspeh, ampak da gledamo, da bomo delali prav in da bomo tudi svetu pokazali, da nam je nekaj za to. Jaz včasih pogledam malce še v zgodovino in mislim, da nam prav stari vek daje neko zelo dobro in močno sporočilo. Namreč vedno znova se zgodi, da se v človeku prebudi neka autodestruktivnost, da postane človek uničevalec sebe, družbe. In mislim, da nam ravno cerkev v starem veku daje eno zelo dober model, kako lahko mi danes ravnamo. Namreč krščanstvo, ki je bilo še mlado, sveže, je takrat pobralo iz antike vse, kar je bilo v antiki plemenitega, obenem pa je zelo jasno pokazalo in zavrnilo tisto, kar je bilo rušilno. Vemo, da je klasična antika, na katero se Evropa tudi močno sklicuje in hoče biti njena dedinja, grštvo, latinstvo, je zelo močno napadalo krščanstvo in so očitali kristjanom vse mogoče nesramnosti, glavno tiste, ki so bile v družbi dokaj sprejete. In pogledamo zdaj tale model. Grško-rimska destruktivna kultura si je dovolila zelo tudi nemoralna ravnanja na ta način, da so jih pripisovali božanstvom. Se pravi, s tem, ko se govori o Zeusu, Heriju, Ateni, Marsu, Apolonu in ostalih, da počnejo nemoralne stvari, s tem si opravičujemo svoje ravnanje. Danes seveda bogovi ne veljajo nič, še krščanskega nočejo sprejemati. Ampak zato si pa sodobna, destruktivna Evropa začenja postavljati te svoje zgodbe. Zgodbe o človekovih pravicah, tako imenovani človekovih pravicah. Zato, da se lahko upravičuje neko močno autodestruktivno ravnanje. Kaj naredila takrat? Šibka, v družbi zelo odrinjena na rob cerkev, vzela je iz tistega antičnega, kar je bilo dobro plemenito in šla naprej, ker je imela življenjsko moč, ker je bila mlada, močna in zato je lahko Rimsko cesarstvo zdržalo vsaj še 200 let več, kot bi sicer. Ker je krščanstvo ga tako prekvasilo in prevzelo, da je lahko potem to krščanstvo spravilo v tistih kriznih obdobjih preseljevanja ljudstev ali barbarskih upadih, kako že odvisno od katerega vidika zgodovino gledamo. Italijani reče, da so bili barbarski upadi, Nemci reče, da selitev ljudstev. Ampak ker je krščanstvo bilo dovolj močno, je lahko shranilo v svoje zakladnice tisto najboljše iz antike in predalo naprej srednjemu veku in današnjemu času. In to je delalo mlado krščanstvo. In zato je tudi mladina, mladost, ki je sposobna nekega življenja, ki ima zagon, ki želi živeti, tudi danes poklicana, sposobna in poslana, da dela zelo podobno. Da ohranja to, kar ima družba dobrega in da dela za življenje. Da se okleba tistega, kar je v skladu s človeško, dejansko, resnično naravo. V skladu z naravo je pa to, kar omogoča preživetje. In tu so stvari zelo logične in enostavne. Hitro lahko vidimo, kaj omogoči preživetje in kaj ga pravzaprav samo tolerira in kaj ga sploh spodbija. Jaz, če sem bi dodala mogoče še en drug zorni kot, da kakorkoli je ta tema prinesla v naš prostor en strah, eno napetost, eno mogoče celo preveč enega težkega dialoga ali pa nespoštljivega celo, bi rekla, da je prinesel tudi en prostor za razmišljanje o tej različnosti, kakorkoli hoče zakon narediti to različnost enako, ampak je prinesel tudi nam en prostor, da razmišljamo o različnosti. Ker že v raznospolnem odnosu je različnost.
sva si v zakonu, jaz in mož zelo različna in prihajava iz različnih svetov in sva različni telesi in imava različne in zelo hitro prej ali slej trčiva s temi razlikami in nastane en konflikt. In takrat je vprašanje, a zmoreva s tem zdržati, a zmoreva to slišati, a zmoreva to videti. Ne pomeni, da si v tej različnosti v vsem pritrdimo ja. Pomeni pa, da se v tej različnosti slišimo, da slišimo, koliko različne potrebe ta različnost prinaša. Že sam v zakonu moškega in ženske. In če to zmorete slišati, če tu zmorete najti eno pot, najprej seveda pri sebi to različnost sprejeti in jo sprejeti, potem tudi v odnosu, se zagotovo najde ena pot naprej. In zdržati v tem ni enostavno, je pa edina pot, da greš naprej in da iz tega zrasteš, da iz te različnosti postajaš vedno bolj lakenovit. Ista stvar se mi zdi, da se nam dogaja zdaj v družbi, kadar moramo najti en prostor, tudi za ljudi, ki so drugačni od nas, ki so različni od nas, ki se v nekaterih svojih osebnostnih lastnostih počutijo drugačne in se čutijo, da tu za njih ni prostora, da jih mi ne znamo sprejemati, čeprav mi mogoče mislimo, da jih znamo sprejemati. Ampak se mi zdi, da je to nastojen prostor, ko je čas, da začnemo razmišljati, na kak način z enim spoštljivim, dostojanstvenim dialogom sploh zaznati, kaj so potrebe in drugačnosti en drugega, ne da se prisilimo v to, da smo si enaki, ker si nismo tako, kot si jaz in moj mož niso enaka. In si nikoli ne bova. In kakor hitro bom začela pričakovati, da je mož meni enak, pomeni, da bo moral postajati nekdo drug, kar v resnici je. Prej ali slej bo ugotovil, da v najnem zakonu ne živi srečno, ker postaja nekdo, kar ni. In se isto dogaja na tej ravni odnosov. Kakor hitro bomo začeli zahtevati, da smo si enaki, bomo v resnici od ene strani začeli zahtevati, da začne postajati nekdo drug. Pomeni, ne bo živela svoje iskrenosti, ne bo mogla zagotoviti za svoje potrebe, za svoje želje in za svojo rast. In to na dolgi rok ali pa zelo hitro že pravzaprav prinaša en občutek varnosti, nepoštenosti, neljubljenosti, nepripadnosti. Pomeni, in to se ne ustvarja varno odnos, to se ne ustvarja celota. In je to tudi prostor, ko je fajn, da začnemo razmišljati, kaj so te naše različnosti in naše potrebe. Kak sprejeti to svojo različnost, tudi omejitve te naše posameznikove drugačnosti. In kak s to drugačnostjo v tem svetu zaživeti čim bolj polno. In tu smo povabljeni, da to delamo na en kulturni način, da to delamo z eno spoštljivostjo in dostojanstvom. Zato, ker smo ljudje, smo bitja dostojanstva. In je fajn, da ga začutimo pri sebi in da znamo to na nek način upoštevati tudi pri drugih. Ja, če bomo pristali na to, da pravo začne brisati to različnost, dejstva, ki so tako evidentna, ki so tako razvidna v naravi, v svetu okrog nas, potem se kar pripravimo na to, da bomo pod pritiskom ne boja za neko enakopravnost, ampak za uniformnost in da tudi vi potem kot starši, kot odrasli, boste zelo težko v svojih vrednotah, v svojem verskem prepričanju vzgajali svoje otroke. To bo neka taka posledica, ki nas bo vse prizadela prej ali slej. Zato vi kot mladi morate biti zainteresirani, vas morajo te teme zanimati, morate se zdaj boriti za svojo prihodnost. Pomembno je pa res, da na demokracijo gledamo kot na takšen urejen boj za vrednote, za politiko. Ne smemo pričakovati, da bo samo naša obveljala, da je to nekaj črno-belega, ampak spustimo se v ta boj, to je sredstvo za kultiviran boj, za nek urejen boj, soočiti moramo argumente, korak za korakom počasi, verjamem, bo resnica se uveljavila. Tudi če bo zdaj ta novela uveljavljena, se lahko pokaže čez nekaj časa, da vse skupaj ne vodi v pravo smer in bo prišlo kmalu do neke spremembe. Naša naloga pa je res, da že s svojim angažmajem, s svojim vstopanjem v to javno debato tudi en kamenček pripomoremo. Mogoče naši argumenti niso tako zelo dobri, tako razviti, ampak ko može dajo misliti in počasi se javno mnenje spreminja. In ne pozabite še nekaj, demokracija, sodobni svet zelo ceni mnenje mladih
ker je to neko neobremenjeno mnenje, neko sveže mnenje, ki ni skorumpirano, ki ni rekel že tako enolično, kot je mnenje starejših. Zato, če se vi pojavite s svojim obrazom, svojo svežino, s svojimi mislimi takole v javnem prostoru, nekaj poveste v kamero, ko vas tam za vogalom ustal, bo to imelo veliko večjo težo, kot pa neke dolge, težke razprave na televiziji. Verjemite, da je tako, ker današnji čas je zelo pod vtisom te zunanjosti, podobe in tudi vi lahko tukaj veliko pripomorete, lahko izkoristite to. Hvala lepa. Ni bilo govora, oziroma mladi smo dosti bombardirani, vsi drugačni, vsi enakopravni, po drugi strani vsi enaki, vsi na istem imenovalcu, ampak v končni fazi nekako velika te javno mnenje hoče slišati od nas, oziroma nam povedati, da kar meni ne škoduje, me ne moti. Pa me zanima vseeno, kaj lahko družba, v tem primeru tudi cerkev, naredi, da bo čisto vsak član te družbe slišan in sprejet. Tako, vsak, ki misli drugače, ne? Ja, to je seveda zelo zahtevno vprašanje v sodobni družbi, kjer je posameznik sicer naj bi bil ogledalo, to se pravi, vsi rečemo, da ima vsak svoje pravice, da naj bi se vsak uveljavil, ampak na drugi strani pa temu posamezniku mu ne pustimo niti svojega lastnega življenja živeti, ampak ga poskušamo prilagoditi različnim medijskim, političnim in različnim drugim mehanizmom, ki ljudi spravljajo v čredni nagon. Zato je seveda to zelo zahtevno vprašanje danes, vendar mislim, da je predvsem pomembno, da vsakdo živi svoje življenje in zato je pomembna ta, kar je bilo že danes rečeno, naša identiteta, ki je seveda identiteta mene kot moškega, recimo kot duhovnika v tem primeru, kot, ali pa ženske, recimo kot matere, kot očeta, in da to življenje poskušam tudi čim bolj atraktivno ali če hočete čim bolj človeško živeti, najprej v svojem okolju, v katerem živim, kot družinski oče, kot družinska mati, kot profesor, kot duhovnik in tako dalje, vsak pač v svojem poklicu. In mislim, da to je tisto, kar nas potem tudi odlikuje in tudi kar, po čemer se tudi ljudje potem zgledujejo. A veste, vsi si želimo danes takih zgledov. Preprosto bi rekel, bodimo ljudje na mestu. To je tisto, kar je odločilno in seveda, če bomo tako tudi nastopali, bo potem tudi veliko manj zmešnjave med nami. Nihče v naši družbi, mislim, da ali upam vsaj, nima proti istospolnim, samo potrebno je seveda, da poskušamo tudi to spoštovanje do dvospolnih postaviti na isto raven. Zdaj se pa poskuša celo postaviti, kakor da je treba stvari postaviti na glavo. In predvsem, kar je ključnega pomena, jaz mislim, danes nismo najbrž o tem rekli, ključnega pomena je, da otrokom zagotovimo ustrezno prihodnost. Ta prihodnost pa je seveda v veliki meri ogrožena, ne samo po tem zakonu, tudi po marsikaterih civilizacijskih problemih, da recimo ne živimo avtentično, recimo kot očetje, kot matere, kot tudi recimo na drugih področjih, morda tudi kdaj kot duhovniki, kot vzgojitelji in tako dalje, kot politiki. Zato je to ključno vprašanje prihodnosti in seveda vsaka družba, ki si tu reže veje, na kateri stoji, nima prihodnosti. Zato mislim, da je predvsem iz tega vidika potrebno, da se obnašamo odgovorno in tudi človeško. Cerkev je seveda problematična, marsikdaj, ker jo je težko imeti rad. Ampak tisti pa, ki ima rad cerkev, tisti pa lahko tudi sliši, kaj ta cerkev počne.
če zdaj govorim stališča kristjana, seveda. Vloga cerkve je oznanilo evangelija. O Jezusu Kristusu, cerkev je tista, ki prinaša odrešenje. Odrešenje pomeni pa polno življenje zdaj in potem tudi vso večnost. In tu cerkev v tem procesu oznanila odrešenja tudi podaja neka pravila, zapovedi, ki si jih ni sama izmislila, ampak ki jih razume, ki jih razbira iz razodetja. Torej iz tega, kar verujemo, da je prišlo od Boga. In to so stvari, ki jih ni mogoče spreminjati. Svet pa se spreminja. In ravno tu je zdaj pa vloga cerkve, da zna v spreminjajočem se svetu pokazati na tisto, kar se ne more, ne sme spremeniti, oziroma če se poskuša spremeniti, se s tem marsikaj pokvari. In tu imam neko, morda malce nejasno misel, ampak bom skušal se nam na kratko razložiti. Tisto, za kar se cerkev zavzema v svojem oznanilu, kar zadeva spremenjene razmere glede pojmovanja spolnosti od spolne revolucije naprej, to, za kar se zavzema cerkev, mislim, da je v skladu s tem večnim božjim načrtom in da bo slednjič prav v cerkvi lahko našel svoj dom vsak človek. Ne glede na to, kako je spolno usmerjen. Kajti cerkev ni samo za elito, ni samo za nekatere. Cerkev je poslano v svet za vse, da vsem prinaša odrešenje. Nekateri je ne marajo, sovražijo in potikajo se mogoče grehe, napake. Ampak zdi se mi, da bodo ravno istospolni, ki si tukaj nekako s tem zakonom skušajo pridobiti neke pravice, enake pravice, ker se čutijo nekako zatirane, nesprejete, da bodo, ne vem kdaj, ampak morda že kmalu, prav zavrnjeni in zavrženi strani te družbe, ki jih zdaj marsiče mogoče res zlorablja, in bodo našli zatočišče v cerkvi, ne da bi cerkev za pikico spremenila svoja pravila, ne da bi se v čemarkoli spremenila neke moralne norme v cerkvi. Bomo videli, kaj se bo še dogajalo. Jaz mislim, da bomo mi v družbi enakopravni ali pa enako vredni, se mi zdi, da mogoče malo bolj posrečeni. Daleč od tega, da bi bil zanemarljiv iz tega vidika, se zelo strinjam, je tu otroke nujno potrebno zaščititi. O tej agendi 2030, izenačevanju, izničevanju spolov, morda še tole. Gre za eksperiment. Žalosten eksperiment, ker smo tukaj mi postali laboratorijski zajčki. To je za tisto, ko je človek postal tako rekoč orodje v rokah nekih neznanih teh voditeljev. Analogija spet iz zgodovine. Kako danes gledamo na može, ki so v srednjem veku iskali zlato in so za alkimijo skušali iz bakra pa iz železa narediti zlato. Danes se jim pač pomilovalno nasmehnemo, ampak to so bili resni ljudje. Oni so se resno ukvarjali z znanostjo. To je bila znanost tistega časa. Železom pa z bakrom ukvarjati se, pa z živim srebrom, je lahko nevarno, ampak ni pa tako nevarno, kot je ukvarjati se z ljudmi, ko se eksperimentira s človekom in se dela isto stvar. Kako bodo gledali, če bo sploh imel kdo gledati, na te znanstvene podvige začetka 21. stoletja, ko bodo gledali, kako so to alkimijo na ljudeh skušali narediti in zamenjevati in izničevati spole, delati zlato iz bakra. To ne gre. Neke stvari so preprosto zunaj možnosti. Neke stvari so danosti, ki jih moramo znati sprejeti, pa če so boleče, težke, jih je treba izžalovati ali karkoli že, in potem se lahko živi. In upam, da nam ne bo treba biti zelo, zelo sram pred našimi potomci čez toliko in toliko let. Hvala lepa. Ura je že kar pozna, zdaj je čas letel, pa ste čakali, ko da bo konec. Kakorkoli že. Jaz sem par stvari vprašal,
načeloma so to vprašanja, ki so se postavila po naših skavtskih forumih, v klepetalnicah, na sveti združenja in tako naprej, pa me zanima, mogoče bomo še kakšno minuto pa vseeno. Če ima kdo iz publike kakršnokoli vprašanje, za koga za omizjem, mislim, da bodo z veseljem radi odgovorili. Ja, roke gor. Dobro večer, sem. Jaz bi pa gospoda Patra vprašal, ko je v 13. 14. stoletju cerkev ponovala osebo. Kako ponovala osebo? V bistvu gre za, ni šlo za neko refleksijo o osebi, kot jo imamo danes, ampak je šlo za preprosto neko prakso. In to lahko, pojmovanje, razumevanje osebe, lahko vzamemo preprosto iz prakse tistega časa. In če vzamemo srednji vek še zdaleč ni bil tako mračen in tako ni tako zatiral človeka, kot nam je to predstavila renesansa, ko je govorila o srednjem veku in ga zaničevala. Na človeka se je takrat gledalo dejansko v luči teologije kot Božje stvarstvo, kot na nekoga, ki ga je Bog ustvaril in ki ga Bog kliče k sebi, katerega cilj je zlasti večno življenje. In vse je bilo takrat podarjeno dejansko temu cilju, da se človeku omogoči, da doseže večno življenje, ne glede na to, ali se je rodil kot kmet, meščan, kot graščak, kot ledar, kot tlačan. Cilj je bilo vsakemu temu, to je bilo pač pojmovanje cerkve, je treba predstaviti Kristusa in mu je treba dati neko veljavo v tem, da bo lahko spoznal Božje zapovedi, da se bo lahko po teh zapovedih ravnal, da se mu omogoči to dostojanstvo in tem je bilo dostojanstvo. Tudi če nekdo ni imel takšne svobode, kot imamo mi danes, da lahko hodimo, kamor se nam zazdi, tudi če so bili nekateri omejeni v potovanjih, malo se spomnim, kaj je bilo leta 1985, kako so bila v Jugoslaviji omejena potovanja v tujino. Mislim, da je težko reči, da bi takrat v srednjem veku bil človek manj vreden, kot je danes. Kajti prav za človeka, za nekega posameznika, se je cerkev zelo veliko prizadevala v smislu tega, da mu je prišla oznanje, je prišla naproti z bolnico, to je cerkvena ustanova, s šolstvom, to je bila cerkvena ustanova, in na ta način delala za človeka, ampak ne zato, da bi bil zgolj izobražen, ne zato, da bi zgolj imel malo boljše zdravje, pač medicina je bila, kakršna je bila, ampak zato, da bi dosegel večno življenje. To je bil cilj cerkve in zato je bil človek nekaj vreden, vsak človek. Ni bilo nobenega, ne najnižjega, ne najvišjega v družbi, ki bi ne bil vreden, če poenostavno rečem, nebes. In tu je bila zdaj ta veljava, tu so bili vsi enako vredni. Pomislite mogoče na slikarijo iz Hrastovelj, mrtvaški ples, ko so vsi na isti ravni. Vsi prihajajo, vse vodi smrt, kam? K Kristusu. In mislim, da je tu tisto, kjer je bila človekova oseba že ne z neko filozofsko refleksijo predstavljena, ampak čisto v neki dejanski življenjski praksi. Mogoče še? Ja, jaz sem dve besedi, to je seveda gotovo in na tej podlagi recimo tale, naprimer, judovski rabin Jonatan Sachs v tej svoji knjigi, pa tudi številni drugi govorijo, da je pravzaprav ateistično nemogoče človeka nekako ustrezno sprejeti in razumeti in sprejeti. In če hočete na današnje razmere in tudi na ta problem okrog zakona, gledajte, sodobni čas je v velike nevarnosti za to, da poskušamo nekako manipulirati drugega. Prvič nekako vzeti drugega kot sredstvo, ki bo nekako zapolnil moje cilje, recimo, da moram imeti otroke, recimo jaz tudi nimam otroka, pa
zaradi tega ne bom uveljavljal svoje človekove pravice, da ga moram imeti, pa marsikdo druga tudi nima, ne samo zaradi tega, ker je šel za duhovnika, ampak ker mu recimo narava te mogočnosti in tako naprej. In seveda vse polno drugih takih stvari, ki se nam v življenju dogodijo, ampak gre pa za osnovno spoštovanje, da vzamemo človeka drugega kot človeka, ki nam je enakopraven partner. In to, kar je rekel kolega Špelič, prej bil Bog tisti, ki nas je vse pošlih, to je nekako vrsto spravil, vsi ste na poti, kot je to v Hrastovlah Bogu, danes pa seveda to manjka in se potem kar ustvarjajo bogovi. In ti bogovi so recimo zato milijone ljudi uničili. Hitler, Tito in vse različni drugi, recimo, ker so si vzeli pravico do tega. In na nek način smo v nevarnosti mi vsi, da postajamo taki mali ali večji bogovi, da nekako drugega izkoriščamo za neke svoje cilje. In tudi ta zakonodaja gre v to smer. In to je tista nevarnost in tudi tista zadeva, ki se moramo upreti. Ne smemo dopustiti, da bomo ljudje upreženi v različne vozove, ampak skušajmo biti dosledni in upoštevati drugega in se zavedati, da smo umrljiva bitja, da smo nepopolna bitja, da ne moramo si vsega privoščiti, da nismo skratka bogovi in zato tudi potrebujemo drugega. To je nekako tista osnovna zadeva, da smo pravzaprav podaljšek dojenčka, ki brez matere v naročju sploh ne preživi, tudi mi ne bi mogli preživeti, če ne bi nekako bili drugemu naklonjeni, če se ne bi med seboj sprejemali. To je pravzaprav bistvo človeške osebe. Ljudje smo bitja, ki za svoje bivanje dolgujemo drugemu in na nek način v nekem temelju pa Bogu. In zato je seveda tudi zelo težko človeku priznati, da je omejen, če se pa postavi za Boga na zemlji, seveda potem pa uničuje druge, kako se je to dogajalo. In zato bodimo hvaležni, da nam krščanska vera to omogoča, da se sebe omejimo, da priznavamo, da smo ljudje, ki smo potrebni do drugega in navsezadnje Boga, ki nas šele lahko dokončno usvaja. Tu so tisti glavni, po moje, elementi tega razumevanja, potem tudi vse, tudi te zakonodaje. Če pa ljudje rečejo, da lahko vsak po svoje, ali pa tudi neka skupnost, ali pa tudi celotna skupnost, recimo država, si te stvari kar lepo pošlihta, tako pa priznava, pa ne priznava te temeljne omejenosti človeka, ki človeka pravzaprav šele kot človeka naredi. In dokler se tega zavedamo, bomo tudi nekako shajali z drugim, če se pa delamo bogove, pa seveda hodimo drug po drugem. Jaz imam vprašanje sicer iz psihološkega vidika. Po Freudu vemo, da se morajo otroki identificirati po auditoriju oziroma elektrinem kompleksu. Sem po javnosti zasledil, da se je Združenje psihologov ravno obrnilo proti njihovi teoriji. Me zanima, kakšno je vaše mnenje. Združenje psihologov se je obrnilo proti kateri teoriji? Freudovi. Otrokova identiteta se ustvarja ob očetu in mami. In zagotovo se ustvarja na podlagi tega, koliko zmoreta oče in mama slediti otrokovim potrebam. Pomeni, ne rabiš ti biti enak tvojemu očetu, slediš lahko pa oče svoje očetovstvo, prilagodi temu, kar ti v tem življenju in svojem razvoju rabiš. Zagotovo prinesemo na svet neke lastnosti, dost podedovanja ali pa nas neki interesi bolj zanimajo. Je pa pomembno, da ko ti odraščaš, da se starši zmorejo odzivati na tvoje potrebe, ki so vedno nekoliko lahko drugačne, kot so mogoče bile pri starših, je pa ključno zato, da se bodo oni na to lahko odzivali to, koliko se zmorejo tudi soočiti z lastnimi stiskami iz njihovega otroštva. Odgovarjanje na otrokove potrebe je pa ključno zato, da se on lahko res v polnosti razvija. Zato, ker samega sebe se vsaj v začetku toliko ne zaveda, ne pozna oziroma se prav ne zaveda
In so starši tisti, ki morajo zaznati otrokova čutenja, ki se izrecno izražajo preko vedenja in da ga zmorejo na ta način mu pomagati to regulirati, mu doživljati sebe kot dobrega, kot pripadnega, kot ljubečega, kot vrednega. V katerikoli lastnostih je že, kdorkoli je že, karkoli že želi v življenju postati. Ne glede na to, kaj so oni smeli v življenju postati, kdo oni v življenju smejo biti. Da zmorejo to v otroku eno polnost doseči. Pomeni spred otroka takšnega, kakršen je, s vsemi doživljanji, z vsem vedenjem. Seveda pa vedenja, ki izražajo stisko, pomagati regulirati, pomagati otroku umiriti, razumeti in iz tega izrastiti naprej. Ne vem pa, če sem uspela čisto odgovoriti na vprašanje. Mogoče lahko čisto povabim dr. Gostičnika, da na to odgovori, če ima zagotovo kakšen boljši odgovor od mene. Še kakšno razmišljanje, kakšno vprašanje? Ja, ko je bil omenjen tudi ta boj, ne? Zdaj ta ideologija teh spolov, to je v bistvu satanova ideologija, ki izrablja homoseksualnost, ki vemo, resnica je v Svetem pismu, pismo Rimljanom, da gre za zablodo. Mi smo lahko strpni, samo če so homoseksualci ali pa znanki, lezbiki, ne povem, da je v zablodi, pa da je Jezus lahko tega osvobodi, jaz se v bistvu pustim v zablodi. Ne. Ko bodo dve lezbike posvojile lahko otroke, jaz ne bom rekla, to je pa fino, ne. Sem strpna, to je pa lepo. Ta otrok bo rastel v okviru zablode, ne. Zato gre ta boj. In mislim, da je premalo poudarjeno to, da gre za bloda, ne? Da so oni v bistvu izrabljeni, ki so ujetniki za blode. Ta njihova pravica, ko da hoče neko pravico, da jim pripada, je pravica, ki je išla iz zablode, ne pa iz resnice. Ja, jaz bi na to rekel, da Jaz bi na to rekel, da veste, nekatere mesta iz Svetega pisma moramo gledati tudi v takratnem kontekstu in predvsem ne smemo stvari iz Svetega pisma direktno obračati na določene predstave, ki jih mi imamo. In predvsem pa ne na ljudi. Jaz mislim, da v osnovno Jezusovo načelo je bilo spoštovanje vsakega človeka, tudi različnosti, in to je osnovna drža, ki se jo moramo držati kristjani, ki jo tudi zastopa cerkev. Mislim, da moramo biti tudi zelo dobri, pogledajte si dokumente zadnje sinode, cerkev sprejema homoseksualne ljudi kot enakovredne partnerje družbe. In mislim, da je to naše izhodišče in je tudi izhodišče, če hočete, temeljno izhodišče vsakega vernega človeka, vsakega kristjana. In drugo je pa seveda, da mi v tem smislu ne moremo pristajati na neko izenačenje vsega v družbi. To bi pomenilo tudi, da pravzaprav v družbi vse naredimo enako. Ampak tega preč ne moremo, ker je vsak izmed nas posameznik. Drugič, to je tudi neskladno z našo človeško naravo. Ljudje smo bitja, ki izhajamo vsak iz svojega zornega kota, moški, ženske, pa tudi istospolni. In se mi zdi, da ena izmed pomembnih razprav tega zakonika bo tudi ta, da si tako v zakonu, tako med zakonci, kot tudi v širši družbi in tudi med različnimi spoli, pa tudi med istospolnimi poskušamo privzgojiti krščansko spoštovanje. Krščansko spoštovanje pa je, da spoštujem vsakega človeka. To pa ne pomeni, da moram vse narediti enako. Jaz mislim, da je to odlična misel za zaključek.
Mogoče nismo čisto skozi govorili o tipičen dialog družinskega zakonika, kakor ste ga navajeni, da smo govorili mogoče bolj o ozadju vsega, o družini, o človekovih pravicah, o zakoniku, o pravu kot takem, kaj bi pravo kasneje prineslo, o vzgoji in mogoče tudi tisto, na čemer moramo naše kritično mišljenje bazirati. Jaz se vsem gostom res iskreno zahvaljujem za deljenje mnenj in za deljenje svojega znanja. Bi se jim kar zahvalil za enim darilom. Zelo skavtsko je. Hvala tudi vsem vam, ki ste ostali. Se pravim, jaz upam, da smo vas oborožili z podatki, da smo vam dali misel, da ste ugotovili, da morate tudi vi razmišljati in da smo mi temelj družbe, tudi če se včasih noče razumeti. Mogoče sam za konc še ena molitev, ki je zelo skavtska, imate na listkih, ki so bile okoli, da lahko zaključimo. Je pa mogoče molitev našega izvidnika oziroma osnovnošolca, srednješolca, ki mogoče kaže nek ideal. Imen Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod Jezus, daj pomagaj svega, visoka svega, svetega pomenivo, da pomagaj velikodušnost, rozdeljenec, ki gre podajne in seminarne izčrpa, da pomagaj duša kristalno čista kot podobje, ki dobrile iz nazočni snegovi, da moja volja kot granit, ki se seminarne okrši, da bo imela moja mladost v vsegorskih stezah, tebe za prijatelja svojega in kristalnih potinov vzor, da bo prišel poti, kako srečanje s prijateljem in tako bo vedno. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Blagoslov vsemogočnega Boga Očeta in Sina in Svetega Duha, naj pride nad nas in nad nami vedno ostane. Amen. Lahko noč.